Hvala lepa, da ste prišli v Posavski muzej, tukaj v Brežice. Danes imamo dragocenega gosta pri nas, to je Boštjan Videmšek, nedvomno ga vsi poznate iz medijev, spravi ali iz televizije, ali berete njegove tekste. Človek, ki je nekako involviran v vse razne zunanje politične situacije, na zadnje mislim, da je Boštjan v Kosulu, to je zadnja novica, vemo pa tudi in smo ga srečevali lansko leto, ko smo pri nas imeli begunski val. Jaz mislim, da Boštjana ni potrebno preveč predstavljati, dobro vemo vsi, kdo on je. Jaz mislim, da bo ta večer potekal predvsem na begunsko tematiko, no in z našim Boštjanom se bo pogovarjal pa Goran Šalamon, in mislim, da na koncu bomo tudi imeli priložnost te vprašati, ne? Tako Boštjana, in tudi Goran. Hvala. Hvala. Najprej vas vse skupaj bom pozdravljam in sem, tudi si mi rekel, smo prijetno presenečeni, da se nas je zbralo tako veliko število. Še posebej sem vesel, da tukaj nekaj ljudi, ki bi lahko rekli, da so kar pobegnili iz te knjige ven, na te sedeže, na te stole tukaj, in bi jih tudi spodbudil in povabil, da se konec koncev vključijo čisto po želji in če začutijo, da imajo kaj zravno da zapovedati, da povprašati v najni pogovor. Se pravi, imamo to temo, za katero smo se zbrali, na kateri smo pogovarjali, je knjiga Na begu Boštjana Videmška, dolgoletnega delovega poročevalca iz kriznih žarišč. Knjiga je zadnja njegova knjiga in podobno to problematiko, oziroma ne vem, za podobnimi vzroki, za podobnim tistim eksplozivom, ali kar bi rekel, temi sprožilci, ki so pripeljali do te knjige, se je ukvarjal že prej, v prejšnjih dveh knjigah, se pravi 10 let po 11. septembru 2011 in arabska pomlad in evropska jesen 2013. Zraven je pa še ena knjiga, ki morda, ne vem, kjer je ne poznam izstopa, ne bomo nekaj na vašem rekel ta kontekst, to je pa dejansko knjiga posvečena življenju in pripravam za ultramaratone. Tako je. Podigati je, da ne gre za resni natikača. Čeprav, ne vem, da je to tudi povezano, jaz se spomnim, ko je bila ta naša samosvojitvena vojna, da je večkrat bilo žal, ko sem tisti domovni četel, da sem telesno slovo pripravil, kaj če ne treba prižati. Kako bom prižal v dveh, ali pa ne vem kam, tako da tudi verjetno biti lahko v teh območjih, področjih prav pride tudi ta vrstna pripravljenost. Nesporno, da je. Ne nujno za beg. Ok. Tako je, sama knjiga je sestavljena iz izpovedi beguncev in sicer raznih beguncev, ki so bežali, ki so se znašli na drugem koncu sveta, daleč od svojega doma, zaradi različnih razlogov, in sicer od leta 2005 do 2015-16, se pravi, to je 10 let, s tem, da se mi je predvsem, te izpovedi so napisane brez kakšnih olepšav, brez kakšnih komentarjev, to bo čisto kot ene take človeške izpovedi in v tem mestu se tudi težko se pogovarjati v takem
v kakršnem okolju, to so pač stvari, s katerimi treba imeti direktni kontakt, treba vzeti knjigo v roke in si te spovedi prebrati. V tem konceptu se mi je postavilo eno vprašanje, ki pa se navezuje na te današnje, argumentacije raznih nestrpnežev, zakaj bi bilo treba meje zapirati, zakaj bi bilo treba begunce odganjati iz naših teh domov, iz našega ozemlja. To je ta delitev na begunce, ki so ekonomski migranti in begunci, ki bežijo iz vojnih območij. Postavlja se mi vprašanje, kaj je v bistvu bilo prej, kateri begunci so bili prej in kateri so se našli tukaj prej. Ali so to bili ekonomski, ali so to bili te begunci pred vojnami. Ker sama knjiga se začne v Severni Afriki, Španiji, na tej poti, in tudi recimo na plantažah v Španiji, ko so v tem nekako kriznem obdobju, te ljudje, ki jih je nekdo načrtno pripeljal vsem, da bi izkoriščil, da bi dejansko kot sužnji delali na plantažah, ostali zaradi ekonomske krize v Evropi brez dela tukaj. Tako da dejansko to, kar nam ta propaganda hoče pokazati, da so te ekonomski begunci nekdo, ki se je prilepil tem beguncem iz vojnih območij in ki nima pravice biti tukaj. Kot begunec se mi zdi tako malo iz trte izvita, ker dejansko to, da mislim, da ta migracijska problematika je v bistvu bila sprovocirana in pogojena prav s tem ekonomskim vprašanjem. Predolg se zdaj nekaj začne govoriti. Pozdravljeni si skupaj krasno, da se vidite s takšnim še posebnim kraju, ki ima sam po sebi nosi legitimnost. Ne da poslušate zgodbo, ampak da predvsem govori. To se mi ekstremno pomembno. Če predam bi govoril na svoje dobro zahtevno vprašanje, krati tezo, bi rad eno stvar povedal, ker sem jo povedal tudi pesnik, ko so se vozila pod velike. Na drugi predstavitvi knjige v Ljubljani, ki je bilo do zdaj najbolj obiskana, približno 150 ljudi je bilo, sem po slabi polovici pogovora, ki je bil dosti enosmeren, zgodilo se tisto, kar se zgodi po navadi, prepričeval sem prepričane, prepričani so slišali in so se potrdili njihova stališča, sem se odločil, da bom postavil eno zelo preprosto, ampak ključno vprašanje ljudem, ki so sedeli tam. Res brugam, da se bom vrnil v izhodišče. Koliko izmed vas je bilo dejansko fizično stiku z ljudmi, ki so bežali čez Slovenijo proti recimo Nemčiji, Avstriji in v tem Slovenija glasno pričala za njihove bolečine. In v Ljubljani, v zoni Udobja, nihče izmed ljudi, ki sicer v vrhu poslovanja do tega investiral čas, da pride poslušati zgodbo v moji knjigi, postavlja se vprašanje, ni digno. V tistem trenutku smo pregledali, ko je publika videla, kaj se dejansko se je zgodilo, so pregledali in oni in tudi jaz na odno. Nihče od nas ne seveda stavili bi lahko na svoje visoke vsote, pa ne bi prišel do takšnega rezultata. To je bil popoln šok. In to je bil trenutek, ko sem kot novinar, ki ima tudi literarne ambicije, ko se mi je sprožilo neko tako zelo agresivno samo spraševanje. Kaj za vraga počnem? A ima v smislu pisati zgodbe živih ljudi in tem ljudem dajati prostor, mesto in glas, še pa v bistvu te zgodbe in te glasove podajam ljudem, ki kljub svojemu notranjemu aktivizmu očitno in želi, da so nekako del zgodbe, da se angažirajo, mogoče celo pomagajo, dejansko tega niso storili. Zato je toliko bolj osvobojujoče se nahajati v prostoru, ki je bil, oziroma na nek način posredno z odmeri, še vedno je, bil živ, aktiven in neposreden del zgodbe, v kateri pišem. In tega vprašanja tukaj ne bom postavil, da se bi mi tega deplasirano, celo nesramno. Zato toliko bolj motivirano je biti prisoten tukaj kot razumni doga. Samo to sem želel za izhodičen podatek, da obstaja tudi v našem malem svetu več res neverjetno različnih svetov in načinov življenja. Kar se tiče zgodbe o, kot si prej omenil že, Puli in Lajcu, o
ekonomskih imigrantih, pa beguncih, o tem, kdo je kdo, ali morda obstaja neka hierarhična lestvica bolečine, ali ima kdo več pravic kot drugi, ki nikoli nikdar ne bi dajal generalnih odgovorov, ne bi pospeševal. Ne obstaja kolektivna resnica, vsako individualno zgodbo tako rekoč je treba razumeti po svoji, prisluhniti, gotovo pa, da ne postavljamo iluzij in da ne pademo na trik generalizacije, ki je jezik, vedno bi posod jezik nestrpnosti, tudi če govorimo samo o dobrem, ker je izključujoč. In tukaj se strinjam, da je, nekako Slavoj Bžiškom, da je v bistvu vse, da rekel, o vseh govoriti kot, o vseh beguncih, vseh migrantih govoriti kot o nekem monolitu, v bistvu tudi če govorimo, bi rekel, dobro nastrojeno, to že samo po sebi nastrojeno je rasistična kategorija. Zato ravno s to knjigo, kar poskušam narediti od prve do zadnje besede, koncev je porušiti ta most vsiljenih identitet, še več nasilno oduzetih identitet, ukradenih identitet, zbrisanih obrazov, vzetih morda kdaj celo spremenjenih imen in ljudem, ki so preprosto zbežali pred revščino, klimatskimi spremembami, vojno, čemkoli že te obraze, imena, klinike in seveda morda tudi prihodnost, če je to le mogoče, pa koliko izorno že to za njih vrniti. In kot rečeno, izogibam se tem generalnim sodbam in ravno zaradi tega sem na podlagi približno 2500 intervjuov, ki sem jih s begunci in ekonomskimi migranti, kakršnokoli že bi rekel kategorizacija za ljudi, ki jim gre v življenju najmanj malenkost slabše od nas, poskušam narediti namesto neposrednih teh, kako bi rekel, kategoričnih oznak ali pa so funkcionalističnih na nek način in poskušal res ljudi govoriti z imenom. Tudi knjiga se začne v omiljivi španski sklavi na Maroškem ozemlju in večkrat se mi je postavljeno to vprašanje, tam so ekonomski migranti, kaj so to begunci? Ni res, ekonomski migranti, ki so večinoma prihajali v Španijo v prvih letih 21. stoletja. Najprej bomo se reči, da govoriti o begunstvu kot o fenomenu ali o begunstvu kot o čem novim je največji kriminalizem, ki si ga kdorkoli od nas tako privošči. Begunstvo in ekonomske migracije so stanje človeškega duha praktično od začetka civilizacije, od antropocena naprej, praktično začetka človeške dobe naprej. To ni nič novega, nikoli ni bilo nič novega. Ljudje so vedno iskali delo, vedno so iskali hrano in vedno so bežali pred vojno. Večkrat so to usporedni procesi, bolj povezani kot so danes, ko bi rekel, ironično bolj globalizirani, pa te procesi niso bili nikoli. Recimo, v prvih letih 21. stoletja, kjer se začne ta knjiga, so v zahodni Afriki divjali danes že bolj pozabljene vojne. Liberija so nakoščeno obale, Sierra Leone in gremo v podsaharsko Afriko, Demokratična republika Kongo, Ruanda, tudi Burundi, na nek način del Ugande in vrsta beguncev in kasneje ekonomskih migrantov, ki se pojavljajo v začetku te knjige v španskih zgodbah, je beguncev iz teh vojn. In so v prihodu v Španijo seveda ob neurejenih statusih nemudoma dobili neko veliko bolj, kako bi rekel, javno kategorizacijo kot dejansko, da so ekonomski migranti. Prihajali so v Španijo, obdržali so Španijo na vse možne načine, tisoče njih, ki je seveda ostalo za mejo, za zidom v Melidi in Ceuti, v španskih klavah. Že takrat se je dogajalo tisto, kar se nam zdaj morda tudi danes zdi fenomen na slovensko-hrvaški meji, na hrvaško-mađarski, na srbsko-mađarski in na konc koncev vedno bo tudi slovensko-avstrijski zidanje zidov, žic, nakoščenih stolpov na eni strani, stražnih stolpov na drugi in tako naprej. To ni nikakršen nov fenomen.
celo podjetje, ki marsikaj gradi te zidove, isto španska teorija, ki je zidala zidove znotraj španske sklade Unije. Takrat na meji med Evropo in med Evropsko unijo in Afriko, meji, ki je imela razmerje med BDP-ju, bruto državnem proizvodu na eni in drugi strani, mislim, da je 1,6. V tistem trenutku največja razlika v bruto proizvodu med dvema mejama na celem svetu. Zdaj se je to spremenjeno in največja razlika, mislim, da med Združenimi državami in Mehiko. Seveda to ne zmanjšuje tistega. In že takrat, ko sem začel intenzivno spremljati te zgodbe, jih popisovati, v drugih zgodbah, ki sem jih počel, je postalo jasno, da pobegunsko in seveda tudi migracijsko vprašanje tudi v sokoraku drug z drugim, večkrat dobesedno, kot smo to opazili, morda ključna zgodba prihodnosti. Ključna zgodba prihodnosti, ki pa absolutno nujno zahteva širši kontekst, ne moremo razumevati kot rečeno, kot fenomen ali kot nekaj osamljenega, kar se je kar zgodilo. Vedno je to seveda potrebno postaviti danes v socioekonomski kontekst, v rapidno, radikalno razslojevanje, v naraščajoči rasizem in ksenofobijo, v radikalizacijo političnih in ekonomskih praks, hkrati pa ne pozabiti na morda trenutno že največji razlog, poleg seveda čistega človeškega popleka, ki pa je predrazlog za ta razlog, ki sledi klimatske spremembe, ki so v tem trenutku dejansko že največji, poganjalec gonilo begunskih in migrantskih zgodb. Morda to zveni tukaj zdaj malce znanstveno fantastično, pa vendar največji konflikt naše dobe, najbolj krvav konflikt našega časa, sirska vojna, se ves čas interpretira v velikanskih globalnih geostrateških razmerih. Hkrati se interpretira v sektaških, šiitsko-sunitskih spopadih, razpravlja se na eni strani polemiki o režimu, o ruski vlogi in tako naprej. Vse to je legitimno, da se razumeti konflikt na več plasteh, ta je ena izmed njih. Pozablja pa se, recimo, da je v zadnjih 7-8 letih pred izbruhom konflikta, pred pomladi 2011, ki treba dodati še tako arabskih pomladih vzgibom in gibalom, da je Sirija bila ekstremno suha. Sušila se je bila vedno bolj. To je bil čas ekonomskih sprememb, neoliberalnih reform in čas velikih selitev iz podeželjega mesta, izredne kompeticije z premalo delovnih mest, da leta 2007 in 2008 rekordnih cen hrane, ki so pripeljali do prvih večjih protestov na Bližnjem vzhodu, po diktatorskih režimih v moderni zgodovini. To velja podobno za Egipt, to se dogajalo celo jemno, kot tudi v Siriji. In ta predkontekst vojne je resnično pozabljen. Ves čas se govori o konfliktu na Bližnjem vzhodu, ekonomska os je nafta. Nafta je bila gonilo teh konfliktov, danes je gonilo voda. Dva ključna vodna vira Bližnjega vzhoda, reke Evfrat in Tigris, iz Turčije tečeta v Irak in tečeta tudi v Sirijo. Če pogledamo zemljevid širjenja samooklicane islamske države, vidimo, da se je ta praktično zopet v drugi fazi nabljubila svoje mišice, kot otrok zavoženih, jasno strukturiranih zahodnih zunanjih politik, se je dobesedno začela sprehajati po bregah, strateško zauzemati prostor in obvladovati tisto, kar bo definiralo prihodnost prostora, ki je eden najbolj suhih, najbolj vročih in za tega dela konfliktnih na zemeljski obli. V ta kontekst in ta čas in ta prostor je treba dodati tudi drugi prostor, iz katerega prihaja velik del beguncev in migrantov našega časa in ki na nek način serijsko nastopajo v tej zgodbi. To je Sahel, suha regija, vroča regija, pozabljena regija, konfliktna regija, regija, v kateri praktično vlada neko široko brezvladje in če že kaj vlada organizirani kriminal vseh vrstih otapstva, od ljudi, do cigaret, do alkohola, do droge, od orožja, do čisto osnovnih življenjskih potrebščin
praktično od afriške, atlantske obale, balkanske obale, recimo, pa tja do Rdečega morja, Porcelana na Slovenski obale. To so tisoče kilometrov in 10.000 kvadratnih kilometrov tistega, kar prihaja, Sahel je človeška prihodnost. In vse to je kulminiralo, se združilo na pogon nepravičnih vojn, strukturiranega kaosa, v katerem je seveda sodelovala tudi naša država na nek način, še vedno sodeluje in nikakor ne bi smel biti nihče izmed nas, še manj pa tistih, ki tu nikoli niso bili in so ves čas povadni zaradi svojih domov. Presenečen, da je tako intenziven begunski tok beguncev in migrantov iz Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in seveda tudi Srednje Azije in na nek način tudi iz drugih predelov Azije krenil proti Evropi in se za trenutek ali dva predvsem mimobežno, a z nikakor mimobežnimi posledicami za družbo in radikalizacijo politik postavljati. Pravi zdaj sem zadev vmes povedal, strukturiran kaos. To mislim, da je ena zelo velika žalostna resnica tega območja. Bojim se, da ta strukturiran kaos je tudi v interesu vseh tistih, ki bi lahko ta kaos destrukturirali in ki bi lahko odpravili. Ravno to je interes, da se tukaj na tem območju vojne nikoli ne nehajo, ker na ta način je verjetno, dokler nimaš ti na drugi strani nekega organiziranega, sistemskega, močnega sogovornika, na ta način najlažje upravljaš to delo in na ta način najlažje kradeš dobrine, jemliš dobrine iz tega dela, pa naj bo to voda, naj bo nafta ali kar to drugega. Zdaj, kako je pa recimo z funkcioniranjem, z delovanjem tega begunskega toka? A je to bolj strukturirana ali bolj kaotična dejavnost? Kuk je tlele, recimo, ne vem, na kak način je to držanje, je ta beg spontan ali obstaja tudi, tako kot smo lahko tudi brali včasih, da slišali neke te domneve, da obstaja tudi neko spodbujanje, neka organizacija, neka težnja za tem, da bi ta tok bil čim večji in s tem, ne vem, nosil večje dobičke organizatorjem pa tih taksov. Koliko je to organizirano, koliko je to res tisto? Obstajajo zato, da zapolnjujejo praznine uma. To vse vam temu povedati. So darilo neznanju, pomaknemo neposrednih izkušenj, negledanju in večkrat tudi pomogili etičnim nastavkom. Zadovoljujejo kot hitra hrana ali karkoli drugi instantnega nereflektirano stavno po sebi. Dejstvo pa je, da neke smeri, da neke poti obstaja. Seveda za poti obstaja. Zato obstaja, bi rekel, naraven vzgib, ki ne potrebuje širše, seveda pride širše organizacije. In temu se reče preprosto človeška narava, ki je ekstremno pohlepna. Vojno dobičkarstvo je del našega DNK-ja. Povsod, kjerkoli, tako da bi se dobrih zadnjih 20 let praktično poročili vseh mogočih konfliktov. In vedno zelo hitro zacvetijo posli. Zato ni potrebna neka višja sila, višja geostrateška roka ali pa gigantski organiziran kriminal s kremplji, ki sežejo posod. Potrebna sta zgolj dva človeka, da vzpostavite ekonomski odnos. Primarno. Zelo hitro se vzpostavi bazar človeške tragedije. In v primeru zadnje velike begunske zgodbe je ta seveda vzpostavil svojo infrastrukturo, zato je trajalo nekaj let. Vzgib vzpostavljanja te infrastrukture pa niti približno, po mojem mnenju, ni bil geostrateški, ni imel smisla ali pa namena
kakorkoli vplivati, ne vem, na destabilizacijo Evropske unije, kot je brati pri princih tome. Ampak je kaj prosto, kot se to ne rado zgodi, ampak kot se vedno dogaja, ker Resident Frontinijo so tukaj nadaj izkoristijo obstoječe človeško tragedijo. Izkoristijo je na več načinov. Ne? Recimo, lani sredi oktobra, v prvi polovici oktobra sem kar nekaj časa preživel v turškem Izmiru, ki je bil središče velikega tihotapskega posla, velikega posla strgovanja. Bil je preko praktično borza človeških življenj in hkrati bazar letih. In vsak večer se je tam na trgu Basmana, v središču mesta v železniški postaji, zamenjalo 10 do 20 tisoč beguncev in imigrantov. To je bil že čas, ko je bila tako mana balkanska begunska pot najbolj na široko odprta, ko je dejansko, čeprav uradno ne, nikoli zavestno pa ni bilo, obstajal neke vrste, težko je temu reči humanitarnih koridor pač, zelo optimistični koridor, po katerem se je recimo iz Turčije v Grčijo dnevno s čovni prišlo tudi več kot 10 tisoč ljudi, točno dan do 13 tisoč in tako naprej. In to je postal v zelo kratkem času neverjetno velik posel, ki je dnevno neto prinesel zračunano dobička, tega nihče pričeval davko, približno 6 milijonov dolarjev. Naredil sem tako zelo, resno reportažo oziroma zgodbo preiskovalno novinarsko, in sem se pač pridružil tako tihotapcem, kot beguncem, bil sem posod od tovarn, kjer se izdelujejo ponarejeni čovni, do preizkušal sem ponarejene reševalne jopiče, v katerih je bila na mesto pravega tkiva pena, ki se je namočeno potopila že v banji, kaj šele na otroku. In tako naprej. V bistvu celotna industrija se je razvila, ki bi rekel, povpraševanje je bilo tako veliko, da mu ponudba ni mogla slediti. In to je seveda pripeljalo do strašljivih, včasih celo grotesknih situacij. In od tega so vrhunsko živeli hoteljerji, gostinci, vsi mogoči prevozniki in tako naprej. Seveda tako ni bilo v Grčiji, bilo je tako praktično. Pa mislim, da je to bil hkrati, recimo, da te, kako bi rekli temu, podjetniki, te ljudi spravo idejo, so bili tudi generatorji, tudi v določeni meri te možnosti oziroma begunska delovala, ali so samo bili na uslugu. Tudi oni so se priključili k temu. Recimo, pred 2 dnevi, ko je turški predsednik Erdogan med vrsticami sicer iz dneva odapa kot bolj neposredno zagrozil Evropski uniji, če ta ne liberalizira viznega režima, tu čaka 3 milijone ljudi, ki kadarkoli lahko to malo rokce vrtimo. In malce zatem se je s tweetom na njegove besede odzval, sicer se razumel kot neko veliko trparijo, tako malo popkulturno, ampak v svetu populizma, v diktaturi populizma, ki nam je prinesla novega ameriškega predsednika, je to potrebno že smrtno resno imati. Trparije vodijo svet. Se je šef velike turške prevozne avtobusarske firme odzval kadarkoli da ima svojo floto avtobusov na voljo za ta prevoz. Torej, obstaja ključ, CEO pobuda in potem tisti, ki se na njo odzivajo. V Turčiji gotovo, zato se ravno Turčiji izpostavlja. Če kje, potem je v Turčiji bil ta posel vrhunsko in od zgoraj navzdol organiziran. Najboljši neposredni dokaz, da prekinjamo mora biti kakršnokoli fantazijo tega je bilo, da namudamo podpisu, po mojem mnenju, skrajnega, gnusnega, antikomunističnega in fašistoidnega begunskega dogovora med Evropsko unijo in Turčijo, po katerem pač Evropa vrača, med drugim vrača beguncev v Turčijo in zato plača 6 milijard evrov, dva dni zatem se je zgodba praktično zastavila. Dokaz, da je šel zgodba od zgoraj in vzdolj. In do danes, bi rekel, z nekaj nišami v zidovih, z nekaj nišami v mrežah,
ta balkanski, sicer po mojem mnenju sila krhek, dir za zaprte balkanske poti še vedno držijo. Ampak nemudoma, hkrati, ko se je zaprla balkanska pot in ko je bil usporedno s sprejetjem evropsko-turškega dogovora, se je ponovno še toliko bolj okrepila mediteranska pot, ki iz Severne Afrike, večinoma iz Libije, pa vedno bolj tudi iz obale Egipta, predvsem iz okolice Aleksandrije proti južnim italijanskim otokom, prej tudi Malti, zdaj ne več toliko, preko katere prihajajo. Bila ta libijska pot obsežnejša za časa Gaddafija ali po njem? V nekem obdobju za časa Gaddafija je bila ta pot kar posebna. Nikoli seveda zelo zares, kajti Libija je bila v nekem obdobju, če se prepogovarjal, verjetno sam veš, ena izmed držav, ki je spretno, še zdaleč pa ne humano, izkoriščala podzahodsko in sahelsko delovno silo, ki je potem po padcu režima končala, predtem se to dogajalo na pregonu silovitega rasizma zelo pogosto, končala v koncentracijskih taboriščih po Sahari. Libija, mislim, da je italijanska vlada pod Berlusconijem je Gaddafi plačala 5 milijard evrov pred leti, zdaj že pred dolgimi leti, za podobno politiko do beguncev imigrantov, kot je Evropa. Očitno bo Berlusconi ni zgledal avantgarda nikaj plačala to očitno, 6 milijard. Oziroma, turške oblasti zatrjujejo, da je bilo do včeraj plačenih 265 milijonov evrov, Evropa pa pravi, ne plačali smo 760, v drugem ni bilo 6 milijard. Tudi tu se je kučka, in je to ongoing proces. Jaz imam velike težave z ljudmi, ki trdijo, kako je bilo včasih bolje. Vedno je posobno te težave. Mislim, da je lahko, še posebej v primeru Bližnjega vzhoda, in še posebej v primeru Libije. Vojaška intervencija vsekakor ni bila primerna. Način, na katerega je bila izvedena, je bil skrajno neprimerna. Posledice, do katerih je to pripeljalo, bi mogli biti predvidljive. In ja, gre verjeti, da je bila želja razkosati državo in se znebiti pa vendarle, podobno kot velja pri Siriji, ali nekoč morda so veljalo za Mubaraka in še kakšen drug bližnji vzhodni režim. Nikoli nikdar ne gre zanemarjati grehov in zla tistih, ki se morda v danem oportunističnem zgodovinskem trenutku zdijo manjše zlo. Ne gre za nazaj opravičevati tisto, za kar se morda zdi bolje, da bi obstalo, ne glede na žrtve, do katerih je prišlo. Še najbolj kot to velja za Sirijo, kjer se nekaj tistih, ki več resno, agresivno celo nastopa proti režimu Bašara al-Asada, in to je preprostega razloga, ker sem bil nič kolikokrat neposredna priča strašljivosti tega. In predvsem me res globoko iritira in meče iztira, ko slišim popotnike, ko govorijo, kako lepa, urejena, multikulturna in skoraj da nekonfliktna država in družba je to bila. Verjetno tudi na Fridskovem vrtu bil palček zelo čist njet. Tam spoda, pod zloščeno fasado, pa se je skrivalo absolutno zlo, vrčevarnost obveščevalnih služb, mukabarata in tako naprej. In že prej obstoječ slovenski širski konflikt, nasilje in absolutno diktatura, ki danes velja ob, kako je mogoče da stekmovati, da s tem nasproti samo princedni islamski državi za manjše zlo. Logika manjšega zla je zlobna sama po sebi, to se da matematično dokazati. Definitivno. In totalno brezpomembna za tistega, ki ga zelo zakačili. Tako, točno to. Ravno ta kontekst, je po mojem vrščas potrebno razumeti pri ljudeh na begu. Vsak razlog za beg je legitimen.
Sorry, če sem ti vzel, še pred si vzel, še en nujen podatek bi gledal zdravo, mislim nujen podatek. S čemu se ves čas srečujemo, je, kar se tiče sirske vojne in beguncev iz Sirije, vprašanje, pa kaj vraga mladi moški nastajajo doma in se ne borijo tako, kot smo se mi borili proti jugoslovanski armadi. Kot se partizani borili proti Nemcem, ne? Tudi jaz smo vprašati, tako da bomo nekaj. Ja, nisem več povedala, ne? Logika, veliko nekega partizanstva oziroma odpora proti nekomu močnejšemu predvideva, da imaš eno silo in drugo silo. Ena sila napade tisto šibkejšo silo, ki se potem s svojim imaštvom in močno, etično, morda tudi ideološko substanco upre in potem preko let, če se koli že razbije to silo, ki poskuša da je dominirati v pogledati na kakršen koli način žeti. V seriji je veliko desetina različnih ljubic. Zakaj je tako? Zakaj ni, recimo, se izoblikovala neka sila? Pazi, da se porušilna sila se lahko vedno izoblikuje. To ni problem. Ampak vprašanje je, kaj bo po tem nasilnem udaru in po zmagi. Zakaj misliš, da tam, recimo, se ni oblikovala nobena taka, ne vem, močna, jasna, združevalna sila, ki bi lahko to maso jezno, ki je bila sposobna zbrati moči, da udari, povezala in potem peljala naprej v boljši svet. Zaradi številnih razlogov. Na prvem mestu gotovo zaradi tega, ker je bil sunitsko-šiitski konflikt po nikoli končani iraški državljanski vojni, na posebni posledici ameriško-koalicijske invazije in kasnejše okupacije, že odprta. In se je tudi s številnimi milijoni iraških beguncev že na nek način preselilo v Sirijo in začela spreminjati notranjo demografsko sliko. Na drugi strani je režim predsednika Bašara al-Asada od druge polovice leta 2003 pa do konca leta 2008 serijsko mobiliziral islamske skrajneže iz regije in predvsem iz Sirije, ki jih je imel nekaj časa v zaporu in jih pošiljal v boj v islamistične milice, tako sunitske kot šiitske v Iraku. Ko se je iraška državljanska vojna začela končati, pa se seveda ni končala in bo po ofenzivnem nasilju še bolj eskalirala kot kadarkoli, po mojem mnenju, so se te ljudje začeli še bolj radikalizirani in pa vojne skušali vračati. Medtem se je državljanska vojna v Siriji počasi začenjala in režim je s svojimi vrhunskimi vojaškimi svetovalci, tako iz Moskve kot iz Teherana, izkoristil, kot se temu reče, trenutek, zavedajoč se tega, da do novega zahodnega posredovanja na Bližnjem vzhodu po poslubi Libiji in po še živem spominu propadnih intervencij v Iraku in tudi seveda v kontekstu Afganistana ne bo prišlo in se je lahko dovolj bistveno več od katerikoli bližnji vzhodni voditelj, ki so se mu tresle hlače v valu arabskih revolucij. Učil se od Bašara al-Asad, se učil v živo od Mubarakovih in Gaddafijevih napak, hkrati pa imel za seboj dva močna igralca, ki jih slednja nista imela Rusija in Iran. V istem času je že zelo intenzivno eskalirala, zdaj že dolgo več hladna vojna, sunitsko-šiitska hladna vojna, v kateri se oblikoval savdski in iranski blok. Dogajalo so se veliki energetski pretresi, od najprej zelo visokih, potem do zelo nizkih cen nafte, vodno vprašanje, tako naprej, kar smo omenili že prej, seveda visoke cene hrane, klimatske spremembe, hkrati pa ves čas vrhunska Bašarjeva oligarhija in vlada, s katero je nagrajal v bistvu okoli sebe, okoli vladajoče alavitsko-šiitske manjšine, kateri pripada njegova družina, okoli sebe ves čas zbiral bogate sunitske podjetnike, ki jim je z neoliberalnimi reformami po letu 2007 pomagal nakopičiti bogatstvo in jih odhojil ljudi in s tem ruralno sunitsko prebivalstvo, ki je ostalo zadaj, ali pa revno sunitsko prebivalstvo, ki je živelo v mestnih slamih, v bistvu politično samo in jih odrezal od kakršnekoli oblike odločanja.
ko je zbruhnjena vojna, so se večina sunitskih podjetnikov ni pristala seveda na logiko državljanske vojne in ne zaradi tega, ker bi bila komunistična, demokratična odprta, ampak ker je ščitila svoje poslovne interese. Na drugi strani je ostalo večinoma revno sunitsko prebivalstvo, večinoma na severu Sirije, ki je bilo odprto za vse mogoče tako notranje kot zunanje vplive. Hkrati pa je bilo intenzivno v prvi fazi upora, ko so ljudje šli na ceste, predvsem mladi in izobraženi, bili so z njimi povsod ves čas, praktično ves čas nečistini. In kot rečeno, Bašar se je učil v živo, v realnem času in ničesar ne pripuščal naključil. Drugi, tretji petek protestov, za demokratičnih protestov, recimo svobodoljubnih protestov, so se vdesili prvi snepalisti. In to se je stopnjevalo nekaj tednov, potem pa je zelo hitro prišel do oboroženega upora. Oboroženega upora, ki v nobenem trenutku od Kdo je bil tisti, potem, ki je sprožil ta oboroženi upor? Ali so to bili spet izključno, ne vem, te verske manjšine? Niti slučajno ne. Eden izmed voditeljev je moj pokojni prijatelj Abdul Kader, učitelj angleščine in človek, ki je svetovnim prepričan, da Bog ne obstaja. Da bo plastično ponazorim, kaj je to pomenilo. Nekateri so odšli na ulice, da bi zaščitili svoje družine. Nekateri so odšli dejansko svobodoljubno logiko. Nekateri so se preprosto priključili popularnemu, popkulturnemu Facebook, Twitter, valu arabskih komunistov. Nekateri so odšli iz maščevalnih namenov, nekateri so odšli v imenu Boga, nekateri so čakali, nekateri pa so že nosili nož.